Spoštovane poslušalke in poslušalci programa Ars in Radia Ognjišče. Na 4. velikonočno nedeljo, nedeljo dobrega pastirja, bomo neposredno prenašali sveto mašo iz župnije Radlje ob Dravi. Maševal bo župnik Jože Poljanšek. Namesto pridige bo imel nagovor bogoslovec Danijel Petric. Sodeloval bo mešani pevski zbor Sveti Mihael z zborovodkinjo in organistko Urško Skalovnik. Očeta in Sina in Svetega Duha. Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha naj bo z nami vsemi. Dragi bratje in sestre, spoštovani župljani, poslušalci Radia Ars in Radia Ognjišče. Lepo pozdravljeni pri sveti maši v cerkvi svetega Mihaela v Radljah ob Dravi. Na nedeljo dobrega pastirja nas Božja beseda vabi, da se znova zazremo v Kristusa, ki pravi: Jaz sem vrata za ovce in jaz sem dobri pastir. On je tisti, ki nas pozna po imenu, ki nas vodi in kliče v življenje v polnosti. Apostol Peter v današnjem berilu iz apostolskih del pogumno oznanja, da je Jezus Gospod in Kristus in nas vabi k spreobrnenju. Psalmist pa nas tolaži z besedami: Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka. Tudi mi smo danes zbrani kot njegova čreda, da bi prisluhnili njegovemu glasu in mu dovolili, da nas vodi. V tej Evharistiji med nami posebej pozdravljam bogoslovca Danijela Petrica. Odprimo svoja srca dobremu pastirju, priznajmo svoje slabosti in prosimo odpuščanja, da bomo vredno obhajali svete skrivnosti. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame Boga nebeškega Očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.
Bogu na višavah. Vsemogočni Oče, pripelji svoje ljudstvo k veselju v nebiški družbi. Zvesto naj hodi po poti zmagoslavnega Kristusa, dobrega pastirja, ki je dal življenje za svoje ovce in s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Berilo iz apostolskih del. Na binkoštni dan je vstal Peter z 11, povzdignil glas in spregovoril. Zagotovo naj ve vsa Izraelova hiša, tega Jezusa, ki ste ga vi križali, je Bog naredil za Gospoda in Mesija. Ko so to slišali, jih je do srca pretreslo. Rekli so Petru in drugim apostolom: Bratje, kaj naj storimo? Peter jim je odgovoril: Spreobrnite se. Vsak izmed vas naj se da v imenu Jezusa Kristusa krstiti v odpuščanje svojih grehov in prejeli boste dar Svetega Duha. Zakaj? Obljuba velja vam in vašim otrokom in vsem, ki so daleč, kolikor jih bo k sebi poklical Gospod, naš Bog. Prepričeval jih je še z mnogimi drugimi besedami in jih opominjal in jim govoril: Rešite se iz tega pokvarjenega rodu. Tisti, ki so prejeli njegovo besedo, so se dali krstiti. In tega dne se jim je pridružilo približno 3000 ljudi. To je Božja beseda.
Besedilo iz prvega pisma apostola Petra. Preljubi, pred Bogom je hvalevredno, če delate dobro in če potrpežljivo prenašate bridkost. Saj ste bili vendar za to poklicani. Saj je tudi Kristus trpel za vas in vam zapustil zgled, da bi hodili po njegovih stopinjah. On ni storil greha in ni bilo zvijače v njegovih ustih. Ko so ga sramotili, ni vračal sramotenja. Ko je trpel, ni grozil, ampak je vse prepuščal njemu, ki sodi pravično. Sam je na svojem telesu ponesel naše grehe na les, da bi mi grehom odmrli in živeli za pravičnost. Po njegovih ranah ste bili ozdravljeni in kakor ovce ste namreč blodili, zdaj pa ste se vrnili k pastirju in varuhu svojih duš. Poslušali smo Božjo besedo. Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Janezu. Tisti čas je rekel Jezus: resnično, resnično povem vam, kdor ne vstopi v ovčjo stajo skozi vrata, ampak se splazi vanjo drugod, je tat in ropar. Kdor pa pride skozi vrata, je pastir ovac. Njemu vratar odpre in ovce poslušajo njegov glas in svoje ovce kliče po imenu in jih vodi iz staje. Ko vse svoje spusti ven, hodi pred njimi in ovce gredo za njim, ker poznajo njegov glas. Za tujcem pa ne bodo šle, ampak bodo bežale pred njim, ker ne poznajo glasu tujcev. Jezus jim je povedal to priliko, pa niso razumeli, kaj jim je govoril. Jezus je znova spregovoril: resnično, resnično povem vam, jaz sem vrata za ovce. Vsi, ki so prišli pred menoj, so tatovi in roparji, toda ovce jih niso poslušale. Jaz sem vrata, kdor stopi skozi me, se bo rešil, hodil bo noter in hodil bo ven in bo našel pašo. Tat prihaja samo zato, da krade, kolje in uničuje. Jaz sem prišel, da bi imeli življenje in da bi ga imeli v obilju. To je Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Dragi brati in sestre, danes na nedeljo dobrega pastirja, ki je tudi nedelja duhovnih poklicev. Ves teden je bilo tudi osredotočeno na molitev za nove duhovne poklice, še posebej. No in danes se veselimo, pa še enkrat z veseljem pozdravljam med nami Daniela Petrica, ki je tukaj na pastoralni praksi, pastoralni vikend. Bogoslovci grejo malo, da se počasi uvedejo tudi v način župnijskega življenja. No in on nam bo danes spregovoril o svoji zgodbi, kako in na kakšen način ga je Bog tudi poklical. Trenutno je v ljubljanskem bogoslovju, drugi letnik. Tako, Daniel, izvoli. Hvaljen Jezus in Marija. Kot ste že slišali, moje ime je Daniel Petric. Prihajam iz Varaždina na Hrvaškem. Rojen sem leta 2003 od očeta Zdravka in matere Elizabete. Ko me nekdo vpraša, kako sem se odločil za duhovniški poklic, mu ne morem dati kratkega odgovora. Ta klic je namreč postopoma dozoreval že od otroštva. Namreč prihajam iz družine, ki ni bila revno katoliška, bila je bolj na papirju. Mama me je včasih peljala k maši, da bi vsaj videl, kaj to je. Bil sem čist navdušen vsakič.
Že pri 5 letih sem prvič rekel, jaz bom župnik, ko bom velik. To hrepenenje po duhovništvu me je spremljalo skozi vso osnovno in srednjo šolo. Kot otrok sem se igral svete maše, celo hodil sem po vasi in pokopaval umrle živali. Na veselicah, recimo, se nisem takoj šel igrati z drugimi otroki, ampak sem ostajal med odraslimi in jim razlagal, kako bom jaz župnik, ko bom velik. Zaradi tega sem bil pogosto zasmehovan tako od starejših, tako imenovanih možakarjev, kot tudi od svojih sošolcev. Nisem imel razumevanja ne pri odraslih, ne pri družini, ne pri prijateljih. Na drugi strani je še oče imel resne težave z alkoholom. Kljub temu, da sem želel postati duhovnik, sem pogosto zvečer, ko sem šel spat, v sebi govoril, daj crkni že enkrat, misleč na očeta. Hkrati pa sem bil vedno znova zaskrbljen zanj in za mamo. Takrat se nisem zavedal, koliko dejansko trpim. Tudi nihče drug tega ni opazil, kajti otroci, se vemo, so dobre v igri skrivalnic. V času srednje lesarske šole sem spoznal Klaro, krasno dekle. Bila je oddaljena od cerkve, njena družina pa je bila še slabša od moje. Klara me je veliko spraševala o veri. Jaz sem hitro takoj odgovarjal na vse, kar sem takrat videl. Hitro sva se ujela in začela razmerje. Skupaj sva bila 1,5 leta. Molila sva 9-dnevnice, rožni venc, hodila k maši, živela čistost, čeprav je bilo zelo težko. Privoščila sva si tudi romanja iz lete in skupaj sva celo kuhala. Čeprav se je zdelo idealno, sem imel ves čas v mislih duhovništvo. Tudi punca Klara mi je rekla, da me včasih bolj vidi na drugi strani oltarja, kot pa pred njim. Oba sva se pogovarjala z duhovniki, ki so nama svetovali, naj si vzameva pauzo in se začasno oddaljiva drug od drugega. Čeprav je bilo težko, nama je uspelo in na koncu sva razmerje zaključila. Ko sem prišel k sebi, mi je bilo veliko lažje, saj sem se lahko popolnoma prepustil duhovniškemu poklicu. Odprlo se mi je vprašanje, ali sem za jezuita ali za škofijskega duhovnika. Hkrati pa se je srednja šola počasi bližala že koncu. Med počitnicami pred začetkom 4. letnika sem kot dijak opravljal prakso na žagarni. Takrat sem se hudo ponesrečil. Padel sem v parilno jamo in pridobil opekline 1., 2. in 3. stopnje po obeh rokah, prsih, glavi, notranjih dihalnih organih. Prve 3 minute, ko so me sodelavci izvlekli ven, nisem čutil nobene bolečine, potem pa se je začelo. Ko smo čakali na prihod rešilca, so me polivali z mrzlo vodo. Spomnim se, takrat sem se zazrl v nebo in rekel, o Bog, samo lice mi ohrani čisto, kako bi me sprejeli v bogoslovje in kako bi postal tvoj duhovnik. Po prihodu v bolnico so me zaradi neznosnih bolečin dali v umetno komo. Imel sem le 3% možnosti za preživetje. Po 3 dneh sem se na čudež prebudil v zagrebški bolnišnici. Župnija je veliko molila zame, tudi župnik je prikazoval maše zame. S časom je rasla tudi nova koža. Zdravniki pa so bili začudeni, kako hitro se mi je obraz očistil in ostal brez brazgotin. To je gotovo bil božji poseg. Celotno prvo obdobje 4. letnika sem bil odsoten iz šole. Ko sem prišel domov, sem začel hitro opravljati zaostale izpite. Ker sta se starša, to sem na začetku pozabil omeniti, že prej razšla, sem se z mamo preselil v mesto.
Ko sem prišel iz bolnice, je mamo povozil avto. Bila je 14 dni v komi in zdravniki so me pripravljali na najhujše. Ravno takrat sem dopolnil 18 let, zato je vsa skrb padla name. Naenkrat sem moral skrbeti za finance, za prehrano, za šolo, za najemnino in za mamo. Poleg tega sem bil še v sodnem postopku z bivšim delodajalcem. Pritisk je bil res velik. Učitelji, zdravniki, inšpektorat, odvetniki. Nekako mi je uspelo vse skupaj zdržati, ampak so ostale psihične posledice. Predvsem posttravmatska stresna motnja. Zaradi tega sem hodil k psihiatru in jemal antidepresive. Kljub vsemu pa želja po duhovništvu ni izginila. Hodil sem na pogovore k jezuitom v Zagreb in tam so mi svetovali, naj si po vsem tem vzamem vsaj 1 leto oddiha. Zato sem se po srednji šoli vpisal na višjo lesarsko šolo v Mariboru. Ampak kot že tolikokrat prej, tudi tukaj ni šlo brez zapletov. Iskanje stanovanja je bila prava zgodba zase. 5 dni pred začetkom študija pa se je zgodil preobrat. V Varaždinu sem spoznal upokojenega celjskega škofa Lipovška. Povedal sem mu svojo zgodbo in da premišljujem o duhovniškem poklicu. In on mi je rekel, deček, nič ne skrbi, vse bomo uredili. Povezal me je z mariborskim stolnim župnikom. Začel sem mu pomagati na župniji, ker sva oba športnika, sva tudi seveda skupaj hodila v hribe. In prav to mi je zelo pomagalo. Počasi sem se pobral, prenehal z antidepresivi in se postavil nazaj na noge. Ne morem ne omeniti Alojzijevo cerkev na Glavnem trgu v Mariboru. Ko sem prišel, je bila že leta zaprta, znotraj pa skoraj kot skladišče. Začel sem jo čistiti in urejati. Danes je odprta načeloma vsak dan od jutra do večera. In prav ta cerkev, Škof Slomšek in Slovenske gore so me dokončno utrdili v tej odločitvi, da postanem škofijski duhovnik in sicer v Sloveniji. Čutim, da sem vsaj toliko dolžan Sloveniji, Slovencem in predvsem Bogu, ki me je skozi vse to pripeljal sem in mi za zgled dal Slomška. Zdaj, ko se nahajam v njegovem vinogradu, v nadškofiji Maribor, vas vse prosim, bratje in sestre, za molitev. Vas, ki ste tukaj, in vse poslušalce Radia Ars in Radia Ognišče. Naj nam Bog podari veliko dobrih duhovnikov po srcu Jezusovem. Naj nas spremlja varstvo brezmadežne device Marije in priprošnja blaženega Antona Martina Slomška. Amen. Tako, hvala Danielu za to. Zelo zanimivo, tudi kar izkušnjo poklicanosti, ampak tako tudi je. Tudi Jezusovi učenci so doživljali hude stiske, na koncu tudi seveda preganjanje, tudi smrt. Tako vodi pot tudi v nebesa vsakogar izmed nas. Povabim vas sedaj, da izpovemo tudi našo vero. Verujem enega Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari, in enega Gospoda Jezusa Kristusa, edinorojenega Sina Božjega, ki je z Očeta rojen pred vsemi veki in je Bog od Boga, luč od luči, pravi Bog od pravega Boga, rojen neustvarjen, enega bistva z Očetom in je po njem vse ustvarjeno, ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes in se je utelesil po Svetem Duhu iz Marije Device in postal človek. Bil je tudi križan za nas, pod Poncijem Pilatom je trpel in bil v grob položen. In tretji dan je od mrtvih vstal po pričevanju pisma
in je šel v nebesa, sedi na desnici očetovi in bo spet prišel v slavi soditi žive in mrtve in njegovemu kraljestvu ne bo konca. In v svetega duha, Gospoda, ki oživlja, ki izhaja z očeta in sina, ki ga z očetom in sinom molimo in slavimo, ki je govoril po prerokih in v eno sveto katoliško in apostolsko cerkev, priznam en krst, odpuščanje grehov in pričakujem stajenja mrtvih in življenja v prihodnem veku. Amen. Bratje in sestre, Jezus, dobri pastir, skrbi za svojo cerkev, zato nam naroča, naj prosimo Gospodarja žetve, da bo poslal delavcev na svojo žetev. Polni zaupanja ga na dan duhovnih poklicev prosimo. Gospod, odpri si nam vrata večnega življenja. Daj, da bomo to življenje prejemali v izobilju in hodili za teboj kot ovce za pastirjem. Prosimo te, usliši nas. Razsvetljuj škofe, duhovnike in redovnike, da bodo z svojim delovanjem pritegnili vse člane Božjega ljudstva, posebno mladino, k apostolskemu delu. Prosimo te, usliši nas. Pomagaj vernim družinam, da bodo ustvarjali okolje, v katerem se bodo budili in rasli duhovni poklici. Prosimo te, usliši nas. Navdihuj se svojo Božjo modrostjo starše in vzgojitelje, da bodo skrbno gojili poklic tistih, ki jih ti kličeš v svojo sveto službo. Prosimo te, usliši nas. Podpiraj fante in dekleta, ki v naši župniji čutijo veselje do duhovniškega ali redovniškega poklica, da bodo na začeti poti vztrajali. Prosimo te, usliši nas. Za našo skupnost, da bi rasla v edinosti, odprtosti in skrbi drug za drugega, ter z zgledom pričala za Kristusa. Prosimo te, usliši nas. Za Slovenijo, da bi v njej prevladovali pravičnost, mir in spoštovanje življenja, ter bi znali iskati skupno dobro. Prosimo te, usliši nas. Za nas vse zbrane pri tej sveti daritvi, da bi odprli srce Božji besedi in živeli kot ovce dobrega pastirja. Prosimo te, usliši nas. In še po osebnem namenu. Prosimo Gospoda. Prosimo te, usliši nas. Dobri pastir, blagoslovi naše družine, da bodo iz njih prihajali našemu narodu duhovniki, redovniki in redovnice, ki bodo z besedo in zgledom oznanjali novim rodovom veselo oznanilo sreče s teboj, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Molite, bratje in sestre, naj Bog nebeški Oče sprejme to našo skupno daritev. Naj sprejme Gospod daritev iz svojih rok.
Nebeški Oče, za velikonočne skrivnosti naj se ti vedno zahvaljujemo. Nenehno delovanje Kristusovega odrešenja naj nam bo vir trajnega veselja po Kristusu našem Gospodu. Gospod z vami, kvišku srca, zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Res se spodobi in je pravično, primerno in zveličano, da tebe, Gospod, vedno slavimo, slovesne pa te hvalimo posebno v tem času, ko je bilo darovano naše velikonočno jagnje Kristus. Z daritvijo svojega telesa na križu je dopolnil daritve stare zaveze. Sam sebe je daroval za naše zveličanje in tako postal duhovnik, oltar in jagnje obenem. Zato se v velikonočnem veselju raduje ves svet, pa tudi angeli v nebesih nenehno prepevajo hvalico tvoje slave in mi z njimi pojemo. Resnično si svet, Gospod, naš Bog, vir vse svetosti. Zato te zbrani na prvi dan v tednu, ko je Kristus vstal od mrtvih, prosimo, posveti po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: Vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: Vzemite in pijte iz njega vsi, to je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vere.
Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja. Darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prejemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve, razširjene po vsem svetu. Spopolni je v ljubezni. Skupaj z našim papežem Leonom, našim škofom Alojzijem, z našo slovensko cerkvijo in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se tudi naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje. Danes ti posebej priporočamo pokojne Mihaela Jurača, Vincencijo in Menharta Pogorevc, Majdo in Jožeta Popič, Hrastnikove, Ervina Pušnika in mamo Marijo in vse druge ljudi, ki so umrli v tvoji milosti, in jim daj, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmiri se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo materjo, Devico Marijo, svetim Jožefom, z apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni, in te bomo hvalili in slavili po tvojem Sinu, Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Bratje in sestre, Jezus, dobri pastir, nas vodi k Očetu in nas uči, kako naj molimo. On, ki je dal svoje življenje za nas je naredil za Božje otroke. Zato smemo z zaupanjem in hvaležno moliti, kako nas je on sam naučil. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, na dan vstajenja si svoje učence pozdravil, mir vam bodi. Ne gleda na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in nas ljubiš vekomaj. Gospodov mir naj bo vedno z vami. In s tvojim duhom. Bratje in sestre, Kristus, dobri pastir, nas zbira v eno občestvo in nas vodi v mir. Po njegovih ranah smo ozdravljeni in v njem najdemo pravo edinost. Prosimo ga, naj izpolni naša srca s svojim mirom, da ga bomo mogli iskreno podeliti drug drugemu. Podajmo si roke v znamenju miru. Tako,
življenje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci mi besedo in ozdravljena bo moja duša. Blagor nam, ki smo povabljeni na Gospodovo gostijo.
Vstal je Kristus, dobri pastir, ki je dal življenje za svoje ovce. Aleluja. Molimo. O Bog naš dobri pastir, varuj svoje otroke, ki si jih odrešil z dragoceno krvjo svojega Sina in jih pripelji k sebi domov. Po Kristusu našem Gospodu. Hvala vsem, ki ste danes prišli k tej sveti maši, vsem sodelujočim, posebej tudi vsem poslušalcem Radia Ognjišče in Radia Ars, da ste spremljali tudi to sveto mašo, pa tudi hvala Bohlodej vsem, ki so omogočili tudi prenos te svete maše. Želim tudi obilje Božjega blagoslova v teh tednih, še ko se posebej spominjamo Jezusovega vstajenja, pa pripravimo še svoje srca za blagoslov v veliki noči. Gospod z vami. V svoji dobroti nam je Bog po vstajenju svojega edinorojenega Sina podelil odrešenje in Božje otroštvo. Naj vas razveseli svojim blagoslovom. Po Kristusovem odrešenju smo prijeli dar trajne svobode. Naj vam podari tudi delež večne dediščine. Pri krstu smo po veri s Kristusom že vstali. Živite kot kristjani, da boste mogli biti združeni z njim v nebeški domovini. To naj vam podeli vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Pojdite v miru.
Spoštovane poslušalke in poslušalci programa Ars in Radia Ognjišče, na četrto velikonočno nedeljo, nedeljo dobrega pastirja, smo neposredno prenašali sveto mašo iz župnije Radlje ob Dravi. Maševal je župnik Jože Poljanšek. Namesto pridige je imel nagovor bogoslovec Danijel Petric. Sodeloval je mešani pevski zbor Sveti Mihael z zborovodkinjo in organistko Urško Skalovnik. Prenos je omogočila ekipa Radia Slovenija, mojster zvoka Žan Markič, oblikovalec zvoka Jože Lap in tehnični producent Grega Peterka. Želimo vam lepo nedeljo.